Evo, zaradi tega pa res obožujem hibride. Tako da čisto lepo potiho se pripelješ v takšno prekrasno naravo, tukaj v Bistri pri Vrhniki in ne motiš rožic in ne vem česa še vsega. Aha! Upam, nisem ga še ga klopa pregnal od voluharja. Okej. Sorry. Lexus. Ja, tole je Toyotina prestižna znamka, ampak tisti, ki nas redno spremljate, to gotovo že veste. Velikostno je tole konkurenca Mercedesom E, Audijem A6, BMW M5, pa tudi cenovno. Tale stane 85.100 evrov. Ampak hitro postane jasno zakaj. F-Sport Premium je namreč najbogatejši paket opreme, kot kakšen S-Line pri Audiju. Da izgleda tale Lexus bolj nešpičeno, čeprav ni pri tem avtu nič športnega. Je hiter in močan, seveda, ampak ni športen, temveč izredno udoben. Vožnja v tem avtomobilu je namreč tako mehka in prijetna, da boste hitro pozabili, kako obupno slabe ceste imamo v Sloveniji. Ojej, prehitro govorim, pa je kriva cesta, ne avto. Za moj okus daje kar preveč takšen ameriški občutek, vse je veliko, ne počuti se tako zlit z avtomobilom, kot recimo pri BMW-jevi petki. Ampak tudi tale GS ima pogon na zadnji kolesi in na kakšni spolzki podlagi mu hitro odnese rit. Kar je lahko tudi zabavno, ker je navora že pri nizkih vrtljajih ogromno. To je seveda zasluga elektrike, ampak samo do 50 km/h, ker potem vse skupaj ustavi elektronika, zaradi varnosti. Malo me moti, ker je volanski mehanizem tako mehak, saj je neverjetno neposreden. Samo dotakneš se ga, pa se kolesi spredaj že obrneta. Sicer je vodljivost dobra, glede na velikost avtomobila, ampak je občutek še vedno malo preveč odstojen. Z vidika ležerne vožnje, kakršna bolj sede hibridom, je pa itak vseeno. Hibridi imajo seveda dobre in slabe lastnosti. Če odmislim ceno, ki je morda največja hiba, pa to, da se baterije verjetno iztrošijo prej kot sam avtomobil, me najbolj moti tale majhen prtljažnik, ki se ga zaradi baterij tukaj ne da povečati, tako da bi zložili zadnjo klop. Zaradi hibridnega pogona je sam avtomobil tudi težji, prazen tehta malo manj kot 2 toni, kar se pozna na cesti. Verjetno se tudi ponavljam kot stara plošča, ampak vsaj nekih 20 km mora takšen avtomobil prevoziti na elektriko, da bo res dosegel svoj namen. No, potem pa so tu še tiste stvari, ki me vedno navdušijo in tukaj se pozna, da ima mama Toyota že dolgoletne izkušnje. Vožnja na elektriko je krasna zadeva, ko rabite avtomobil samo premikati po dvorišču, ko se počasi pomikate naprej v koloni ali ko se počasi peljete po mestni vpadnici v center. Tudi glavni pogonski agregat se skoraj brez tresljajev in v trenutku vklopi in požene tega Lexusa do kar 250 km/h. Pospešek do 100 pa znaša le 5,9 sekunde. Super cifre, ampak najbolj vas bo gotovo presenetila tale. Še mene je. Po tednu vožnje s tem Lexusom imam povprečno porabo le 7,9 litra benzina na 100 km. Za avtomobil s 345 konj je to precej dobra cifra. Čeprav tovarna povprečno obljublja le 5,9 litra in ne vem, kdo bi to verjel. Skratka, res je, da se vozim varčno, ampak vseeno sem pričakoval večjo porabo. Več, ko se vozite po mestu, večja bo seveda razlika v primerjavi z ostalimi klasično gnanimi, malo bolj prestižnimi limuzinami. In kljub temu, da je menjalnik brezstopenjski, tukaj ni tako nadležno glasen kot v kakšnem Priusu, kar je spet pohvalno. Tale gum za neke športne programe in podobno je pa pri takšnem avtomobilu čisto brez veze. Tudi če ga ne bi bilo in sploh se ne bom ukvarjal z njim. Verjetno ste že prej opazili, pa sem bil namenoma tiho. Tole je namreč zaslon. Recimo za primerjavo, moj telefon ima diagonalo 10 cm, tale pa 30 cm. Najširši med vsemi avtomobili na svetu v tem trenutku. Še malo pa bodo kar projektorji v avtomobilih in bo potem čez celo šipo slika. In lepo globoko je postavljeno armaturko, da ga ne moti sonce in da pogleda ni potrebno preveč umikati z ceste. Je pa meni rahlo neroden tale sistem s kvazi miško, čeprav deluje kar hitro. Ne, se v bistvu je kar fin.
Za razvajence je tukaj še odličen prostorski zvok znamke Mark Levinson in krasno blazinjenje, pri čemer so sedeži ogrevani in prezračevani. To je za tiste z dobrimi ledvicami. Mene so enkrat še cel mesec bolele potem, ko sem mislil, kako fino se hladiti s temi zadevami. Kot sem že rekel, tale oprema je popolna, ničesar nima dodatno in tudi ničesar več ne rabi. Kako se obnese v primerjavi z nemško konkurenco? To pa je težko reči. Ne nudi tako dobrega občutka med vožnjo, zato pa ponuja res veliko udobja in nekaj tiste posebnosti, ker marsikdo še vedno ne ve, kaj je to sploh za ena znamka. In to je dobro, ker Lexus ni kar ena znamka. Samo 85 jurjev.